Je pa ta, kako ste pravzaprav vi osebno povezani z Rusijo, da vas je ta zadeva tako prevzela in ste toliko energije vložili v takšen projekt? Rusijo poznam, rusko kulturo poznam, celo v gimnaziji sem se učil ruski jezik, kar je bilo precej redko v mojem času. Ampak tisto, kar me je prevzelo pri ruski dači, je njena umeščenost v slovenski prostor. Ta posebnost nečesa z ruskimi elementi pri nas. Torej, to ni samo zgodba Rusije, to je zgodba Ljubljane iz začetka 20. stoletja, je zgodba meščanskega življenja, je nekoliko posebna zgodba in trudimo se odkrivati dele te zgodbe in njeno celoto in jo potem predstaviti našim gostom. Ste razmišljali tudi, da bi hišo odprli kot muzej, kjer bi lahko ljudje pogledali te predmete, ki ste jih vi skozi čas zbrali in ki res vsak govori svojo zgodbo povezano z obdobjem, iz katerega je ruska dača in pa z ljudmi, ki so živeli takrat? V ruski dači se bodo vodeni ogledi začeli s julijem v letošnjem letu, tako da bomo veseli vseh gostov, ki nas pridejo pogledati in smo na to že pripravljeni. Da jim pokažemo prostore, da jim predstavimo zgodbe, ki so na rusko dačo vezane, da jim pokažemo posamezne predmete in tisto, kar lahko o njih povemo. Tako da ljudi bomo zelo veseli, tako naših domačih gostov, kot tudi tujih turistov. Ste se pri delih tudi kaj povezovali oziroma se boste še povezovali morda z rusko ambasado, z ruskimi društvi, ki so aktivna v Sloveniji? Nekateri izmed ruskih društev nas že zdaj spremljajo pri tem procesu obnove ruske dače. S uradnimi organi Ruske federacije nismo bili v kontaktu doslej, verjamem pa, da bodo tako oni kot vsi, ki imajo radi rusko kulturo, zainteresirani za ogled ruske dače. Videli smo, da je bil projekt tudi sofinanciran iz strani Evropske unije. Morda lahko poveste kaj več o tem, v kakšnem deležu oziroma kako je zadeva potekala? Najprej moram povedati, da sama obnova, katere vrednost je približno $500 000, je v celoti naš strošek. Dobili smo pa sofinanciranje za razvoj vsebin in to je zelo dragoceno, kajti mislimo, da šele vsebine, zgodbe, ki jih lahko predstavljamo, dejansko oživijo tak kulturni spomenik. Za razvoj vsebin namenjamo okrog €300 000, od tega smo dobili sofinanciranje v znesku približno €200 000.